Nocoj bi moral biti moj gost, duhovnik, pisatelj, mislec, pater Karel Gržan, ampak v to več nisem prepričan. Zdaj ne vem, ste vi pater Karel Gržan ali ste Milan Krek? Skratka, s kakšnim sporočilom prihajate? Ja, potrebno je poskrbeti za telesno zdravje, ampak potrebno pa je paziti tudi na to, da bomo preživeli čustveno, duhovno, kulturno, ker veste, je dokazano, da strah v povezavi s osamljenostjo znižuje imunski sistem. Aha. Zato si je treba čistiti ne le roke, ampak čistiti tudi temne misli. In svetliti ne le prostore navzven, ampak poiskati tisto svetlo, prijetno tudi v sebi. Zato je potrebno, kolikor se le da, seveda upoštevati preventivo, poskrbeti, da ne bo samosti in da ne bo strahu. No, zdaj, gospod Krek, pa ste pater Karel Gržan. Dober večer. Dober večer. Me veseli, da ste prišli v studio. Zdaj, gospod Gržan, vi ste, lahko rečem, drugačni, mal upornika, če lahko tako rečem, ampak me zanima, a smo Slovenci navajeni samo kimati, ali smo tudi kaj upornikov, ali smo premalo uporniki? Slovenci smo v bistvu uporniki. Mi ne govorimo enoglasno, mi ne pojemo enoglasno, mi pojemo štiriglasno, ne? Ampak v štiriglasju znamo zapeti tudi v harmoniji, torej znamo iskati skupne cilje, če imamo dobre zborovodje. Če smo pa uporniki, nekonstruktivni uporniki drug proti drugemu, potem pa se vemo, ne, kjer se prepirata dva, tretji dobiček in ima in mi v bistvu tukaj v tem medsebojnem uporništvu izgubljamo tisto energijo, ki bi nas lahko pa povzdignila, ne pa da nas drugi na ta račun zlorabljajo. Smo drugi drugačni, ampak to je potencial za miselno preraščanje, da drug ob drugem raštemo, da ni enoumnosti, neumnosti. Smo pa sposobni v večglasju peti v harmoniji, poiskati skupne cilje. Ampak zborovodje, kaj storijo zborovodje? Te rabimo, ne? Te rabimo, ja, ki bodo znali povezovati to pestrost v kapital naroda, kar je rekel Trstenjak. Zdaj, bližajo se božični prazniki. Kaj pa je po vašem mnenju recimo najbolj dragoceno božično darilo? Ne? Zdaj, malo drugačni bo zdaj prazniki zaradi epidemije, ne bo toliko možnosti iti kupovati. Kaj po vaše je tisto? Ja, ko pogledamo jaslice, vidim, da Jezus ni prinesel nobenega paketa, prinesel je samega sebe, ne? Ja. In kot sem rekel že na začetku, so preventivni ukrepi, ampak moramo res poiskati vse dopustne možnosti, ki omogočajo, da bomo drugemu podarili samega sebe v medsebojnem sočutenju. To je tisto, kar nas duhovno krepi, kar nas čustveno dela močne, da lažje zdržimo potem tudi tiste napore, tisto, kar je težje. No, ampak se pravi, če smo drugemu darilo, jaz dam recimo pentljo si okoli vratu, ja, se uvijem v celofan in se uležem pod božično jelko. To je bila moja tudi želja. Nekaj časa sem pisal o tem, da bi te božične praznike praznovali z mašnico pod vratom, da bi se nakazali, da smo drugemu največji temeljni dar, osnovni dar. No, ampak če imamo ob sebi recimo žival, glede na to, da ste velik ljubitelj živali. Ponosom tudi kmet, ja. Ja, kako je kaj vaša gospa Kapra, kobila, ne? Ja, gospa Kapra so v redu, da ne bom mislil, kdo da imam žensko po strani z imenom Kapra, ne? Ja, v redu so. In skrbi tudi za božično vzdušje. Na kakšen način? Prav zanimivo, ne? Gospa Kapra imajo stranišče odmerjene so na enem mestu in si je izbrala za stranišče prostor pred kapelo. Zakaj pred kapelo? Zato, malce govorim tako, rekovaj, zato, ker ve, da se je Jezus rodil v štali, v hlevu. In ona skrbi za hlevsko vzdušje, zato pravim tistim njenim kupčkom, da so božične ikebane. In jih niti ne odstranjam. V tem božičnem času spada v kontekst, preden stopijo v kapelo, še malce tega hlevskega vzdušja. Se pravi, živali to čutijo, ker zelo zanimivo, jaz se spomnim, kot otrok smo imeli psa doma, ne? In ta pes je bil seveda spuščen in je šel samo za največje praznike, za Veliko noč, za Božič, je šel sedeti pred cerkvijo. Žival pol to čuti praznik. Škaj pravim, Tilen, če pravimo, da je Bog duh in da je Bog stvarnik, je lahko ustvaril karkoli samo površno, samo navzven. To je zame največja herezija. Vse ima svojo globino in ko se me je doletela možganska kap,
bom rekel, so bile živali najbolj potrpežljive, najbolj zaznavne, najbolj intuitivne sopotnice, da sem se vračal nazaj k svojim očem. Zato tudi rečem kapri, gospa kapra in večkrat rečem, da so oni celo oni. Hudomušno pa vendar z izrazom globoke spoštljivosti. Gospod pater Karl Gržan, hvala lepa za obisk v studiu. Jaz vam želim lepe, blagoslovljene božične praznike. Tudi tebi, Tilen, in vsem blage, prijetne, mile, milostne, blagoslovljene. Hvala lepa.